nedeljo potekal še zadnji dvoboj tega 27. kroga. Domača Krka je pričakala Radomlje, to je bil neposredni dvoboj za obstanek dveh moštev, ki sta na zadnjih dveh mestih lestvice. Prva akcija za goste, to je bila kombinacija Radomelj in na koncu strel proti vratom. Za malenkost mimo gola ostalo je pri začetnem izidu. Tole pa je že prekršek za 11 metrovko. Za nogometaše Radomlje velika priložnost za goste. Žog je stopil Đurković in takole zatresel mrežo za 0:1. Izjedno lep in natančen strel Đurkovića, tokrat neobranljivo za domačega vratarja. Akcija tudi za Novomeščane, 19. minuta in priložnost Kramarja. Obramba gostujočega vratarja ostala je pri prednosti gostov, ampak ne za dolgo, kajti še pred koncem prvega polčasa je najvišje skočil Kastrevec in še enkrat zadel z glavo in izenačil na 1:1. Drugi polčas pa boljši gostujoči nogometaši. Tole je že priložnost Đurkovića. Izkazal se je Mitrović, ki je pravočasno zapustil svoja vrata. Še ena akcija Radomelj, oddaleč je streljal Jure Balkovec, tokrat visoko čez gol. Potem pa priložnost po prekinitvi. Sam pred vrati je bil Perković, ampak ni se najbolje znašel. Še zadnja akcija tekme, prosti strel Đurkovića, odličen poskus oddaleč, ampak na pravem mestu Mitrović, ki je tokrat rešil vrata Krke in ostalo je pri izidu 1:1 še iz prvega polčasa. Vsekakor, danes smo lahko zadovoljni s točko. Mislim, da smo podlegli tem psihičnemu dejansko pritisku. Nismo preklopili z Maribora na Radomlje, nismo dobro odprli tekmo. Dejansko zatejili tisti ključni igralci, predvsem v agresivnosti, v igri. Dobro, mi smo prišli v Novo mesto z željo, da bi osvojili vse 3 točke, da kakor toliko ostanemo recimo temu blizu, oziroma zmanjšamo ta zaostanek za Krko. In zadovoljen sem, ko so fantje pokazali željo, hotenje in tudi skozi to hotenje prišli tudi do kar nekaj priložnosti. Nismo jih izkoristili in potem seveda je težko računati na točke. Tako da